Živijo, Saša. Povej, kako je živeti za 33 let mlajšo ženo? Če bi na kratko rekel, lepo. Pa jaz mislim, da sploh ne pretiravam, če rečem sansko. Kako ti je sansko tudi živeti, tukaj le na tem točku, s temi ljudmi. Vino, da ne dolgo vezan, super. No, da mečkem več povem o tebi, pa boš pa tudi še sam. Si Aleksander Pokovec, za prijatelje Sašo. Živiš na Filipinih, poročen si za 33 let mlajšo Filipinko. Moram reči, pa to rečem čisto iskreno, ne zdaj, da bi nalagal zato, ker pač snemava tale intervju, ampak si ena najbolj srečnih oseb, kar jih poznam. Poznam te že kar, koliko časa se poznava, skoraj 10 let, tako da nisem to nekaj na pamet rekel, tako da res je ena bolj srečnih oseb, kar jih poznam. Daj malo povej to svojo zgodbo, kako si spoznal ženo, kako si se preselil na Filipine, prej si bil tudi poročen, pa si se ločil, daj malo več o tem povej. No, kot prvo, sreča je relativna stvar, ne. So nekateri sreča, da imajo največjo hišo, najdaljšo jahto, super nov avto, ne, tako ga vsi zavidajo, pač to meni pomeni srečo. Sreča je zame to, da lahko živim tako, kot jaz hočem, tam, kjer meni paše, da delam stvari, ki jih imam rad, z ljudmi, ki jih cenim. Tukaj to je možno. V Sloveniji sem mogel delati pa marsikdaj z ljudmi, ki jih pa nisem posebej cenil, pa predvsem prisiljen sem bil ga rad do nezavesti, ne. Zdaj si rekel, da sem se jaz ločil, žena se je odločila, da se bova ločila, ne. In takrat sem bil star enih 50 let in moram priznati, da se mi je svet sesul. Res. Če bi me par mesecev nazaj kdo vprašal, kaj sploh je življenje naredil, bi rekel, imam hišo, jadrnico, motor, firmo, sina. Če bi me malo zatem nekdo vprašal, bi pa rekel, Petko, se sploh ne vem, si to nič ni moje, ne, odvetnik od moje žene bi rekel, to nič ni moje, to ti mu vzel. Koliko je bila stara tvoja zdajšnja žena, ko ste se spoznala? 22 let. 22 let. No, zdaj tukaj, da boste gledalci vedeli, jaz sem tukaj na obisku na Filipinih, ker Saša tu. Imam se super, tudi videl sem, kje živiš, kako živiš, sem tudi pri tebi napil dostkrat na večeri, kosilo. Mimogrede, njegova žena odlično kuha, se tudi ti naučil, ali mislim, te slovenske jedi, ker moram reči, da to, kar sem pri vama jedel, je čist, kaj bi doma jedel, no? Ja, lej, prve stvari sem jo jaz naučil. Kasneje se je ogromno naučila sama, vprašala mojo mamo, pa na nek način ima en tak feeling za dobro hrano in bolj je krična, kaj jaz ne se je zgodila, da pa šel v kakšno gostilno, se je meni zdela dobra, pa ne ni bilo všeč jesti, pa je vse pustila. Jaz sem pa pojedel. No, važno je, da te dobro skuha, ne. Kuha definitivno dobro, to lahko jaz trdim. Kako drugače, si še kaj zaljubljen? Pa skozi bolj. Lej, recimo jaz v te kičaste zgodbe ne verjamem, ne. Še najmanj pa na ljubezen, v ljubezen na prvi pogled. Tako da, ko sva se mina spoznala, je bila meni všeč. Ko sva se bolj poznala, lahko rečem, sem jo rad. Ampak tisto pravo ljubezen, ker marsikakšen dvom pa tekluva v glavi, ne. Ne, nazadnje sva hišo kupila, pa parcelo na njen ime, ne. No, ampak kasneje pa pravzaprav tih obratno, kot je v Sloveniji, ne, tam se ljudje zaljubijo, pa so čist navdušeni, še na poroki, pa na poročnem potovanju, pa stvari, ne, kot vidimo, grejo rapidno dol, ne, pa vseh na srečo. Pri nas pa bih obratno, recimo, tako da ja, jaz lahko rečem, da sem skozi bolj zaljubljen. In da na nek način ne sem hvaležen usodi, da te je pripeljala do tega. Tega pripeljala, ja.
ti, kako je pa to, te lahko vprašam, ne vem, tukaj pač Evropejci, Američani dobijo mlajše ženske. Verjetno, da vsak pomisli, da je to zaradi denarja. Lahko jaz tebe vprašam, a ti to kdaj pomisli, da je pač tvoja žena s tabo zaradi denarja oziroma... Ne. Ne, ker, poglej, to se pravi, ženske tukaj so zelo materinske pa zelo družinske. In vse, kar si one želijo, zdaj ne moramo to generalizirati za vse, ne? Ampak za take, ki te me naredili, one si želijo varnost, moža, ki jo bo spoštoval, pa okolje, da je njen dom, njena družina na nek način preskrbljena. To je njim važno. In zdaj, ko se s Filipinkami pogovarjam, ali pa tudi še mrzke v Aziji, ne, ti moški, ne, azijski, so tako malo, recimo bi rekel, mačoristični, a ne tisti. Ko žensko ima, ne, to vzame za dejstvo, pač ona ne bo zdaj doma, ne kuha, ne skrbi za družine, pa gre na okol še žurat in ni redko, tle je ogromen teh single mothers, a ne, mama, pač enkrat sta se lepo imela, dvakrat, trikrat, opak je bilo odsečajo pa pusti, ne, tako da odgovornost moških v teh krajih ni prav velika, mi Evropejci pa smo odgovorni, tudi bolj prijazni, bolj kavalerski in tako da jaz mislim, da absolutno lahko ima veliko mlajša ženska rada tega svojega partnerja, ne, če si to zasluži. No, saj tako je verjetno posod, čeprav ni glih nujno, da so vsi Evropejci odgovorni. Ne, mrsi kdo tle ni. Jaz vidim tebe, ne, oziroma kako vidim tvojo ženo, rečemo, takole, ko nekdo pomisli, tudi jaz sem tako za vsakega pomislil, aha, kdo bo tam neko Azijko, ali pa ni nujno, da je Azijka, lahko iz Južne Amerike, pač pomisliš za denar, da je za to prijela, zdaj pač on to financira, sponzorira, njene šminkice, kremice in tako naprej. Tako vsak pomisli, tako sem tudi jaz pomislil, poznam veliko zgodb v Sloveniji, kako je nekdo neko tujko pripeljal, pa je bila en let pri njemu, pa mu je šla ali z drugim ali kakorkoli. Ampak tukaj moram reči, da vidim jaz pri vama čist neko drugo zadevo, kakšno tvoja žena je name naredila izreden vtis, sicer s časoma, ko sem jo ta prvič videl, pač si mogoče tudi en tak ne ustvariš, kot sem ga zdaj povedal, ampak rečemo zdaj, kar sem tukaj pri vama, ne, zdaj prvič vidim izredno dober kuha, je res dobra žena, vidim, da tole si jo naučil, ali si sama naučila, niti ne vem, obvlada fotografijo, spletne strani dela, se vse to naučila, poleg tega pa veš, kaj je ful vtis dobro name naredila. Se spomniš, ko sem ti rekel, da vaj povabim na večerjo, kaj hujmo Korejcu. Ja. Pa si ti nej povedal, pa je ona rekla, ja, tam je ful drago. Sprav, gleda mal na denar, se nima veze za to, ko sem jaz povabil, ali 2 evra, več ali 2 evra manj, ampak glej, se vidi, da ti nisi kot neka denarnica, da bo sam častila to, častila ono, tako da jaz zelo redko kdaj žensko pohvalim, pa moram, pa verjem, da ni denarja, da bi jo pohvalil zaradi lepšega, da bi se nekomu kinavce naredil. Zdaj vem, da bi kakšen kolegu mogel pohvaliti žensko, zato da bi imela boljši odnos, ampak če ne morem, jo ne morem in zelo redko pohvalim ženske. Tako da, ne vem zdaj, tako moje mnenje je, da si tudi ti mogel veliko za to narediti. Si sem videl te, ker se še toliko časa poznava, ti si se zelo trudil z njo, si mene poklical, da če bi jo naučil spletne strani delati, pa tako naprej. Tako da mislim, da je veliko tudi na tebi bilo, da je pač taka ratala, kaj je. Imam prav? Lej, Tomaž, zdaj moški, ne, tako kar jaz vidim, da bi mogel biti moški, njegova naloga je, da poskrbi za varnost družine, pa tudi večna. In seveda, naprimer,
si videl, Melarija se je v izjemno kratkem času najprej naučila slovensko. No, to sem pozabil povedati, zelo lepo govori slovensko. Lepo govori To slovensko, verjetno ne? to ni enostavno, ne? Ker zna filipinščino, zna angleščino, pa še slovenščino se mogo učiti. Ja. Tako da pri njej je fajn to, ne, a veš, strast, passion. Vsako stvar, a ne, moraš delati s strastjo. Ko je šla ona na tale tečaj slovenščine v Kanju, ne, Ja. eno tedenski. Ko so jo testirali na koncu, ne, ona je dosegla najboljši rezultat, ki ga je dosegel kjerkoli tujc, kadarkoli v njihovi firmi, evo, prav, delaš najboljši rezultat na koncu na testu. Jaz sem prepričan, da se je Učila to se je test zelo pa- pomagal. No, Ker to ni, en bi rekel, nauči se angleško, pa je pošlješ na un tečaj, pa on, na koncu ti verjetno si, kolikor te poznam, malo treniral z njo, pa je opozarjal na napake in tako naprej. Ker sem se mi pa po Sloveniji vozila z motorjem, ne, smo imeli one čelade, ki ima mikrofon pa slušalke in ko sva šla mimo česarkoli, ajde to drevo, hiša, prometen znak, cesta, potka, pes, mačka, sva rekla, to je pa to, ne. To je bilo tako kot zabava. Konec, če se eno uro pa pol vozil z motorjem, pa čez čistih, dobro, se lahko misliš, kaj flinga. No in tle, ko sem prišla na Filipine, smo pa obratno, ne, sem se pa jaz enako učil, ne, No, pa gre po mojem tem slabško, kot ne. Seveda, ne, starega psa učiti nove trike. Že pregovor prav, da je težji. No, jaz se bom, ko sem odločil, da sem naučil govoriti, se bom v 3 mesecih naučil sporazumevati. Ampak zdaj je pa preveč drugih stvari, da bi še to noter plačal. Malo že vem, ne, a veš, to vsakdanjo komunikacijo in se ljudje smenijo, pa se jim fino zdi misle, da znam govoriti, po njihovo pa ne znam, ne znam samo kakšne stvari. Daj mi še povej, kako si po življenje predstavljaš, ko 70, 80, 90 let, rečemo s to mlajšo ženo, ti boš takrat že starček, kad si mi omenil enega Američana, Stajske, ja, za primer. Daj mačka mi tem povej. Lej, z unim človekom se jaz ne mislim primerjati, ne. Še nekaj, ja, veš. Kot prvo, fokusirati se moraš na današnji dan, pa ga uživati današnji dan, tukaj da je ta zadnji se lepo imeti, ne. Enem moraš pa razmišljati, ne, tudi o prihodnosti in zdaj moje razmišljanje o prihodnosti pravzaprav je osredotočeno na to, da bosta Melarija pa Mark, ki ima zdaj pač 6 let, da bosta one dva srečno živela tudi v jaz gor v nebesih karte špilu, ne vem, počas dol pogledu, ne. Tako da tukaj kot prvo, ne, tle ni domov za ostarele. In jaz sebe ne vidim v domu za ostarele. Če sem odkrit, prej, a ne, mi je všeč tele stvari o eutanaziji, ne, tukaj pravzaprav to ni čist neki mem. Tako da jaz si predstavljam, da bom betežen, pa ko mi bo naroden sam pred sabo, a ne, če se mi bo zdelo, da sem v breme moji družini, pač, da pravi, mercy killing, lahko se odločiti, da je bilo lepo zdaj pa dosti, ne. Ja, kako pa to narediš, prvič slišim? Lej, načinov je veliko, ne, pa ne bi ste o tem. Pustimo to. Ampak obenem sem pa zelo rad prisluhnem, naprimer, kakšnim pogovorom, o ljudeh so stari 100 let, pismo pa sami zase skrbijo, dobro zgleda, da strela, berejo, so aktivni, hodijo, do ene mere športajo in tle, ne, a veš, eni pravijo, ja, kaj pa bolnica, zdravstvo, a ne, kako pa je to tle. Jaz rečem, na našem otoku je bolnica, ne, ampak ne vem, kva pa ni. Ampak mi moramo reči zdravje. Zdravje je nekaj, kar ti je dano, ne, in zdaj ti to lahko zakockaš, lahko se norca delaš iz svojega telesa, pa
kadiš 2 škatle cigaret, koliko imaš skušnico in koliko so cigarete poceni, lahko piješ, lahko ješ, pa mečeš v svoj telo v kanto za smeti vse, kar ti prije pod roke, lahko pa, skrbiš zase. Recimo jaz v Evropi nisem imel čas spati, kako je treba, zdaj imam in tako naprej. Poskrbeti zase in izstupam, no. Da bi bil do poroke Marka še živ, ne? Ampak ne razmišljam toliko delaški, to brez veze. Ko pa rečemo seks, toliko mlajša punca, kakšni problemi, ali vse laupa tako, kot more. Vidim, da si kar še tak vitalen, mogoče več od teh stvareh gruntaš, kaj jaz tako da... Ja, verjetno da več, ja. No, jaz ne vem, koliko ti razmišljaš. No, malo več, ne razmišljam to, kar pač delam na tem, ne. Lej, če bi nekdo rekel, da je pri 63 še tako zelo gajsten, kot pri 23, to je neumnost, ne. Ampak, če imaš, za menarele smatram, da je lepa, kakorkoli pogledaš. In veš, da je seks fenomenalen, ne, pravzaprav vedno ti rečeš pa Bog, glej, hvala za tole, ne. In super je, no, glej, mislim, milo rečeno je super, a celo kar se tega tiče, moram reči, da je mogoče, da greš še na boljš, ne na slabš. Pa delač od tega, da bi se tega naveličil. Ali pa ti bi rekel, hvala, ne misli spet. Ti, kako bi pa, če bi primerjal, rečemo Slovenke pa Filipinke, kaj bi povedal? Sicer verjetno ne, imaš različne Slovenke in Filipinke, tako da, ampak neka taka generalna primerjava, če bi lahko povedal. Lej, če bi hotel zelo na kratko povedati, bi rekel, da ampak tako, kot smo rekli, to ne velja za vse Slovenke in ne za vse Filipinke. Ampak to, kar jaz poznam v Sloveniji pa Evropi, Slovenka je lahko zafrustrirana zaradi vsega, česar nimaš. Pismo, posebej, če nima kakšnega pametnega dela, ne. Vedno ima kdo lepšo, boljšo hišo. V marini ne moreš imeti najdaljšo jahto, vedno ima kakšna lepšo torbico, pismo rosno in tako naprej, ne. Čeprav one se sekirajo zaradi vsega, kar nimajo. Nekatere, ne vse. Filipinke ali pa Melanir je pa vesela vsake stvari, ki jo imamo. A razumeš? Vesela je konc koncev, da je solata zrastla na vrtu, a nek smo seme prinesli. Se je mogla sama posaditi? Sama posaditi. Oziroma ali si ti, Alona? Sama. Jaz sem vrt naredil. Skonstruiral smo konstrukcijo, ne, taki visoki vrtovi, zdaj pa se sama delali. Tako da je, lej, najbolj generalno je to, to se pravi, lej, kot prvo, Filipinke so ženske, niso ene možače. Besede emancipacija tle še nisem slišal in recimo, ne, in da bi ona meni poglav, da mi je prišla beseda strala, pa se ne spomnim na hitrco, no, lepše, tega ni, ne. Tle je, če si moški, ne, a veš, če si pa ti šleva, po ženščen moški, potem pa da vse te stvari tudi ne klapajo tle na Filipinih. Moški mora biti moški, fajn je, če ima žensko, ker je ženska, nežna, prijazna, da se zaveda, kaj so njene dolžnosti, pa je na nek način hvaležna, da ti pa svojo vlogo vršiš, da jo nikoli ni strah, a bomo imeli denar, da gremo kupiti to in ono, da otroke šolamo, ne nazadnje gremo v Evropo, da vidimo svet. To mora pač moški poskrbeti, ne? Da konec koncev doma stvari. Imamo en standard, ki zagotavlja v redu življenje in recimo to, kar najbolj cenim, je, da pri njej jaz lahko rečem, da reče, kaj ti misliš o tem ali pa unem, pa jaz rečem, Icap, to je tvoja stvar. In se ne mešam, jaz se ne mešam v njene stvari, ona pa ne v moje. Pogovarjava se pa veliko, vsem.
tukaj vidim zelo veliko tujcev, imajo mlade Filipinke, lahko malo več o tem poveš, kot tudi misliš jaz, mojih let, da bi lahko dobil kakšno mlado, luštno Filipinko, kako te zadeve potekajo? Ja, lej, zdaj tako ne. Največ tujcev, ki ima Filipinke, jih je spoznal na teh portalih Za zmenkarije, ne. In midva z Melarel sva, če bi tako rekel, par, sploh ne zgleda, da je taka razlika, ker recimo, no, eni pravijo, pa jaz zelo mislim, no, da nas gledam 63, ona pa zgleda zaradi nezrelosti v bistvu starejša, kot je. No, meni se to ne zdi. Tako da v bistvu, lej, imaš seveda veliko večje razlike. A veš, ko sem ti pravil včeraj, da sem na Tajskem gledal človeka, tam v rezortu, kjer sem bil jaz, je imel on kupljen stanovanje. On je zgledal tako, kakor mumija iz kakšnega znanstveno-fantastičnega filma. Zgledal je star 110 let, čeprav verjetno, da ni bil toliko star, posušen. Ampak je hodil normalno še po vse, ne? Una Tajka je bila lepa. Ne, sicer lepotica taka za natekmovanje, ampak lepa ženska. In zdaj, lej, ko bi nekdo gledal to od strani, ne, bi kot prvo rekel, prasec stari. Kako moraš, ne? Če bi nekdo ocenjeval njo, ne, bi spet mogoče rekel, ne vem, lovača, ali kakšni te primitivni izrazi, ne? In zdaj, če bi hotel pojasniti, zakaj pa jaz mislim, da je to win-win kombinacija. Win-win kombinacija. Ne? Zdaj, kakšni rekel, kako? Lej, ta starček, ne, bi bil lahko v domu za ostarele. A ne? Tam bi ga rihtale podobne Tajke, ali pa Slovenke, ali pa Bosanke, če bi v Sloveniji, ne? Tako mlade. Pa nobeden ne bi rekel, prasec stari, tale mlada punca ti ritumiva. Ali pa gate mena, ne? Rekel je normalno, ne? On je starc, ona je tle v službi. Zdaj, če bi ta Tajka, ne, delala v enem domu za ostarele, bi mogla desetih risati za totalno bedno plačo. Ko pa rihta v svojem domu enega in ima ves standard, ki ga drugače tudi sanjati ne bi mogla, ker sigurno pa da ta Tajka ni iz visoke tajske družbe, pač kakšne revne družine, ne? Kaj je tle narobe z enom ali pa drugim? Ja, ampak kaj pa seks? Ja, po mojega ni tableta, da bi ta lahko še seksal. Jaz sem kako polna Tajka, pol brez drži ali kako? Ali gre kam drgam? To nisem vprašal, ampak Ja, kaj pa misliš? lej, še v neko domu za ostarele delajo, imajo tudi može pa ne vem kaj. Ampak, lej, jaz se ne poglabljam tako zelo, ampak človek, večina ljudi si želi biti srečna. Čeprav je pa zanimivo, v Sloveniji se eni želijo biti nesrečni. Zakaj želijo biti nesrečni? Ja, ne vem, tako so navajeni, da skozi neki jamrajo, skozi neki cviljo, kako se nič ne da, kako je svet krivičen in ta kalimerovska drža jih kar nekako se jim fino zdi. Ti, da ne bo predolga, pojva še na druge točke. Ti, kako pa tebe tle gledajo domačini? Zdaj, če takole iz mojih oči, če pogledam, ne, tukaj tudi ti nekaj narediš za skupnost, ne, vidim, da pomagaš tudi tisti tam, tista revna punčka, ki zraven vas živijo, ki se druži s tvojim sinom, no, si ti vzel kot svojo, ne, tako da jaz mislim, da tukaj bi ti mogli biti ljudje hvaležni, da si tukaj prišel, imajo tudi korist od tebe, zdaj kako pa dejansko to gledajo, oziroma mogoče kdo tako gleda, aha, zdaj bo šel tukaj en tujc, eno Filipinko nam vzel,
zdaj možno je, da gledajo, ne vem, pač da sprašujem. Ne, te starostne razlike s tujcem so te normalne, ker je pravzaprav, kar si ti rekel, a kakšne bi imel ti šanse, ja, pesmo, zato sem te skozi vabil sem, ne, pa nič ne trzaš kaj dosti. Vse šanse bi imel, ne, samo, da se pa moraš, ne, se veš, brez boje se še čevelj ne obuje, ne. Tako kot pri poslu, če si nekaj želiš, ti bo ratalo, če si ne želiš. Tako, tle te blazno spoštujejo, si videl, ki se z motorjem vozimo po otoku, otroci mahajo, pa hej, Joe, a ne, pa Amerikano. Ljudje, ki spoštujejo, zanimiv, ne, njim je lepa bela koža, meni je pa grda. Njim je grda njihova lepa rjava koža, se maže z vsem drekom, da bi imeli bolj belo, ne. Tako da tle te avtomatsko mnogo bolj spoštujejo, ker si tujc, ker si belc. Logično pa, da pomagamo, vsi te otroci, ki se pridejo k manjkom igrati, logično, da mi vplatite, da jim damo za jesti, pa za piti, pa vse to, včasih kupimo kakšne obleke, japanke, pa to v šoli, no, recimo jaz ga nisem hodil v privat šolo, kaj delač. Smo položili podan v razred, prepleskali stene. Kje je to v vaši šoli? Ja. Na tvoj strošek? Ja, seveda. Dal računalnik, zvočnike. Ja, cenijo te, ne? Na nek način, obenem sem pa jaz prijazen, jaz nisem nič različen. Jaz nič finga ne delam, jih pozdravim v njihovem jeziku, se nasmehnem vedno, ne? Tako da je, da bi pravi Aleksander Veliki, tudi Alexander the Great, manj roden, ne? Tako da je, krasno te sprejme, to so prijazni ljudje, zelo prijazni. Kakšne so pa kaj poslovne priložnosti tukaj na Filipinih? Namreč ti se ukvarjaš s fotografijo, snemanjem, spletne strani delate. Kako je tukaj s poslovnim priložnostim, kot če si tujc? Odvisen od človeka, ne? Če si ti uspešen v svoji deželi, si lahko tudi tukaj. Ker tukaj so recimo 30 let nazaj za nami, To pomeni, da imaš najbrž, da je to dobra priložnost, ker ti neke stvari si videl, ki jih oni še niso videli. Veš neke stvari, kako se lotiti, ker oni pojma nimajo. Tukaj v hotelu, ko sem, je lastnik Nemc, ne, ima siguren prednost, ker pač on zna to Evropejcem malo bolj približati, storitev je bolj kvalitetna, ni tako. Ja, eno moramo vedeti, ne, tujc tle ne more imeti podjetja, lahko ima korporacijo, ki je pa komplicirana. To se pravi, da mora biti posel na ženo. Žena pa mora biti v stanju nekako to koordinirati saj, če ne že voditi. In recimo nekateri tujci, ne, imajo ženske, katene gospodine. Ker nič ne delajo, doma gledajo televizijo, mogoče kaj upravljajo, malo naokoli, tako da to so te punce, ženske, ne, so čisto inteligentne pa vse, da ti jih moraš ene stvari naučiti. Ker je bila Melariel stara, a ne, dolgo sem se spoznala, je bila 3 leta mlajša kot moj sin. To se pravi, da jo lahko na nek način vzgajaš, ampak ti moraš že zbrati tako, ne, tako da recimo, paziti je treba, če bi kdo hotel imeti Filipinko, prvič, da ima en nivo izobrazbe, ne naredi hodi na faks, da ima en nivo inteligence, vedeti moraš, kako je z njeno družino, ne. A veš, ko se lahko zgodi, da se na tujca nabes cela familija, pismo, 100 ljudi lahko računa, da jim boš ti pomagal, ker to moraš razmejiti, ne? A ne, ker lahko postanejo leni, si mislijo, da se bo on pomagal, ne? Tako da, no, ampak glede tvojega posla, rečemo, kaj vi delate tukaj, kako vam gre,
Vidiš priložnost, ne vidiš priložnost. Lej, Tomaž, ko sva midva v Evropi razmišljala o prihodnosti, sva si rekla, midva bi rada imela posel, ki bazira na enem ali pa dveh laptopih in da ga lahko delava kjerkoli na svetu. Ker naš cilj, recimo moj cilj, je potovati po svetu, videti svet, spoznavati, a ne tako tlele azijske dežele kot evropske in Ameriko, tako da računalnik, internet, ne, tle sem ti hvaležen za vse, kar sem ti naučil, ali pa Petra Škarja je me naredila učila in tako naprej, ne. Pa me naredila se sama ogromno nauči. Reče, da je tole na študiri, pa na YouTube pogleda 5 stvari, pa zna, ne. Tako da poslovne priložnosti so, veliko jih je. Imamo tudi 3 študente že na usposabljanju te IT-ja, ne. Tako da marsikaj se da, če si sposoben. Pridejo pa tle kakšni, ne, ker so pa tam malo manj v bistvu že na pol brezposelni, nikoli v življenju nič pametnega niso naredili, pa mislijo, da tle pa lahko, ne, za take prili, ne, spravim, če si luzlar v svoji deželi, boš tle še večji. To najbrž res, ampak zdaj, če bi mene sem postavil, pa tudi brez denarja, jaz sem prepričan, da bi najdel nekaj za delati. Dober, verjeten nekaj v turizmu, ali bi šel za nekega vodiča, sem prepričan, da bi znal to speljati lepo. Po drugi strani pa tudi vidim tukajle naš lastnikih, tukajle barva, hotel, pa to, tudi to bi jaz znal narediti dobro, ne, tako da če hočeš najdeti se, da najdeti, ne. Je pa siguren po mojem, koliko denarja misliš človek rab, da tukaj začne en biznis. Če pride za 20 000 evri, po mojem, ni dost. Ko pa tle potem ljudje, če je poprečna plača, koliko? 100-150 evrov. Lej, Tomaž, je vprašanje, kako smo ti navajeni živeti v Evropi, ne? Ja. Mi smo imeli lep standard, a ne, v firmi, pravzaprav smo imeli firmi in doma vse, kar si en Evropejc lahko želi, ne, si smo luksuzno. Jaz sem bil navajen tega, ne, da imamo jadrnico, da gremo smučati, da gremo po svetu, da se moj sin lahko ukvarja s športom in da jemo zdravo hrano, ne tisti trek, a ne iz štacunke zapakirane plastične vrečke, ne. In zdaj, če hočeš ti, če se nisi pripravljen na stara leta sprijazniti z tem, da boš jedel samo riž, pa ta najcenejše ribice, ne, potem so to pravljice, da tle lahko živiš na kraj 700 evri. To, mislim, tle lahko životar 700 evri penzije. Boš pa računati, da češ pa kaj zbolil, pa boš rabo kakšen poseg. Boš mogel pa precej več denarja odkartati, tako da tukaj kot prvo, kar sem me vprašal, ne, koliko denarja bi mogel človek prijeti. Tako, kot jaz vidim, a ne? Tako, kot si jaz življenje predstavljam, meni 200 evrov bi bilo že dobro. 200 evrov? Ja, ne, da si kupaš parcelo, da si kupaš hišo, pa ni nek zabačenem kraju. 200 evrov že v Sloveniji narediš veliko, drugače pa, no, kar se življenja tukaj tiče, ne vem, sej tukaj, če v boljših hotelih ješ, se fino naješ za 5 evrov, 6 evrov, ne vem zdaj, zakaj bi 200 evrov rabil, ne vem, ampak dobro, to je pač, ti verjetno boljš veš, kaj jaz, kad tukaj živiš, jaz pač. Imaš kakšna lepa hiša na lepem kraju, 200 evrov, pa že konc. Pa neče, ko rečeš, pa bi imel bazen, pa Ja, 200 evrov hiša že pri nas zelo dobra. Tomaž, lej, a veš, zame, to, da skrbiš za družino, ne, pomeni, da imaš pa 10 evrov za vsak slučaj v banki, če je kaj narobe, da ti lahko nekaj s tem narediš, a je tako. Ne moreš pismo tle priti. To je zdaj malo od vsakega človeka posebej odvisno. No lej, jaz ti govorim, za moj standard si jaz pač mislim, da tle ne moreš prijeti s 50 evri, ker poznam ljudi, ki so z to denarja prišli. Recimo enega imam konkretno zdaj v mislih, pa je Safrč, ko priznar se mu zdaj, da to je pa veliko, je zagonil častil, kada je kralj, zdaj je pa klošar. Možno, vse možno. Zdaj še malo povej glede tistih temaš, ti te zanimive zadeve. Tukaj imaš hišo in potem
ko greš ti v Slovenijo, to hišo daš nekomu, enemu Slovencu, brezplačno je lahko tukaj, ti pa tudi v zameno nekaj v Sloveniji hočeš. Enkrat sto, če se ne motim, naredil si dobil avtodom, enkrat pa kaj? Jadrnico. Pa Jadrnico. Poveš malo več o tem? Lej, ena dobra knjiga imam tam, Imeti ali biti. Ja. Ne moreš vsega imeti, ampak biti srečen, uživati življenje, resno, možnosti je veliko, ne? Če ti ne misliš, v moji posli pa noben ne bo spal. Jaz sem dal na Facebooku glas, napisal sem, pa mi naredil spletno stran naredila, no? philippindreamlife.com in sem rekel, hišo na Filipinih z avtom, motorjem, kolesi, potoplaško opremo, komplet opremljeno, zamenjam za avtodom ali jadrnico. Ali mogoče vikend na Hrvaškem ali pa nekaj, kjer je lepo, ne? Odziv je bil fantastičen, ne? In ta prvi let smo dobili en krasen avtodom, smo šli Italija, Švica, Francija, ne? Lanski let smo dobili krasno jadrnico, v bistvu veliko večjo, kot bi jo rabila, ne? Smo bili po Kornatih, zastonj. Dobro, talsko karto smo mogli kupiti, ne? Oni pa tle pridejo in uživajo. Tako da meni je to win-win kombinacija in zdaj, ko boš ti šel, no, ko bomo imeli malo več časa, bomo spet tole sprožili, koga bi zanimali priti k nam na počitnice. Letos bomo šli še prej v Evropo, tam enkrat 15. julija, ker prej je bila uvera to, ne, da smo mi prišli 15. avgusta, potem se pa že šola začne, pa marsikdo bi zamenil, sam imel otroci šolo, ne. Jaz sem šel toliko pozno, zato sem imel še predavanja za ene podjetje. Letos pa mislim, da tega ne bo in bomo šli že prej. Tako da absolutno bomo z enim ali pa dvemi zamenjali. Res ne vem, zakaj je bila tle bajta prazna. Zdaj, kaj bo pa kdo avto naredil, motorju, kolesom ali pa ne vem kva. Lej, ti paziš na njegovo jadrnico ali pa avtodom, še bolj, kot če bila tvoja, oni najverjetneje tako pazijo tvoje stvari. Tako da meni se je to win-win kombinacija. No, tako da, če želite iti na Filipine, imeti brezplačno hišo, imate Sašo tukaj v zameno za ponuditi v Sloveniji, kontaktirajte ga, pa se lahko dogovorite. Ja. Tako da, tukaj na tem otočku, ti si na otočku Camotes, meni je zelo všeč, tukaj sem že slaba 2 tedna in je to čisto neko posebno doživetje, ker imaš tukaj nekoga, ki vse pozna. Tako da prepričan sem, da če boste sem prišli, vam bo tudi Saša prej dal vse napotke, kaj se splača videti. Verjetno, da to kar veliko zanimivih informacij dobi, ne? Ja, tako kot sem jaz na naši spletni strani predstavil, tukaj pravzaprav se v zelo kratkem času vključiš v življenje. Jaz vsem prijateljem okoli povem, tako tujcem kot Filipincem, da prihaja taka pa taka družina, da je te jih sprejeti, da jih povabiti. Naši študenti oziroma sodelavci, partnerji lahko jih peljejo naokoli, pokažejo to in ono. To je to čisto drugače, če ti razumeš v enem hotelu, kjer imaš zajtrk ali pa večerjo, naša gospodinja lahko opere, vse spuca, če treba tudi skuha, tako da naši fantje lahko naučijo vsadzaj paprije, kako dela air conditioning, generator. In tudi verjetno pokličejo, če imajo karkoli težave. Itak je internet je nula, ne, in smo lahko na vezi s hoci. Super, mislim, da sva vseh glavnih tem se dotaknila. Če ima kdo kakšno vprašanje za naj, ga lahko napiše v komentar tega videoposnetka. Če bo zame vprašanje, bom jaz odgovoril, če bo zate, boš verjetno se tudi ti čas vzel pa odgovoril. Tako da, lep pozdrav iz Filipinov. Hvala, ker ste naj gledali. Hvala tebi, Sašo, da si vzel čas za tale intervju. Tako da, lep pozdrav vsem skupaj. Enako, dobrodošli. Adijo. Kako se ti zdi?